V oddaji, s katero se poslavljamo od letošnjega leta in nazdravljamo letu 2018, bomo v dobri družbi, z lepimi mislimi in željami, predvsem pa z odlično glasbo, ki nas spremlja že kar nekaj desetletij in bo še številne generacije za nami. Ostal bom muzikant in Štajerska se veseli. Seveda aktualen v tem trenutku pa silvestrski poljub. Z nami je Alfi Nipič. Pozdravljeni. Lep dober dan, dobro večer, dobro jutro. Kaj počnete te praznične dni? Letos običajno ponavadi isto kot vsako leto ali je letošnje kaj drugačno? Začne se tam nekje po 10. novembru, non-stop gledam na uro, da ne bom kje zamudil. Lahko rečem, da sem imel vsak dan nekaj. Včasih tudi zjutraj, včasih tudi popoldan in zvečer. To so prazniki, to je obdobje v letu, ko je nekako vse natrpano s termini. Naprimer, v kakšni drugi branži so mogoče kakšni drugi meseci, kar se pa tiče glasbe, pa televizijskih snemanj, nastopov na televiziji, nastopov na raznih koncertih. To je pa za nas, zdi se mi, najbolj, kako bi rekel, natrpan urnik, je pa ravno tam od polovice novembra pa do Silvestrovega. Sicer pa ste se naučili z številnimi leti že s tem živeti, da je decembrski čas tak poln obveznosti. Ja, mogoče me prej to ni tako motilo, zdaj pa, ko človek pride malo, pa to že dolgo dela, moraš pa skozi gledati na uro, da ne boš koga razočaral, pač zamudil, ne? In povsem normalno je, da je ogromno teh snemanj, ravno ni v Mariboru, kjer živim. Pri Mariboru je pa to ponavadi v Ljubljani. Ravno v novembru smo snemali tudi za zagrebško televizijo Lepom našom, naprimer v Kopru, čeprav ni Slovenija tako velika, ne? Naprimer Maribor-Koper, kaj je zdaj tam okrog 200 km, ampak vseeno, če pride do raznih zastojev na cestah, ali pa če so vremenske neprilike mogoče takšne, da stojiš na cesti, potem je to tisto, kar rečemo, da je pač našpanano, ne? In potem se moraš marsikje opravičevati in z ozirom na to, da je avtocesta mogoče ravno tako narejena, da ni, kot pravimo po domače, več špur, ne? Če je kakšna nesreča, potem se zapre cesta in ostaneš not. Lahko bi se dvignil sam s helikopterjem, drugače pa ne priješ ven. Težko, ne? Družina pa je tudi se na to navadila, ne? Da enostavno živi z tem vašim tempom. No, zdaj je nekoliko lažje, ker ti lahko z avta pokličeš, ne? To, kar včasih ni bilo, ne? Včasih si mogel do telefonske govorilnice, posebej, če sem bil v tujini, v Avstriji, Nemčiji, Švici, so bile telefonske govorilnice, ki so imele zeleno nalepko in tam bi pisalo Internacional. In če si k sreči dobil takšno tisto celico, kjer so bili takšni telefoni, se lahko poklica domov. Zdaj to sploh ni problem. Stisneš z avta, pokličeš. To je zdaj veliko lažje. Ste se že navadili na to sodobno tehnologijo, moderni pristop, pametni telefoni, pa to, koliko to hitro nekako sprejemate, se navadite klicati? No, meni ni bilo tako težko, ker sem pač sina v to prego, da mi je to vse razložil, pokazal, ampak jaz samo tisto koristim, kar rabim, ne? Določenih stvari, kaj jaz vem, od začetka so me klicali včasih s kakšne revije ali pa s kakšnega sajtnega, pa vašo sliko rabimo, ne? Sem rekel, ja, bom jaz poslal, ne? Ja, je rekel, veste kaj, 5 minut, ne, pa bi mi rabili to, ne? Sem rekel, čakajte, jaz smo to danes na pošto. Ne, rekel, takoj po. No in takrat sem začel spoznavati to novo tehnologijo, sem se nekako naučil, da znam tudi to zdaj narediti, ne? Ampak, kot sem že prej omenil, komuniciram samo tiste stvari s tistimi stvarmi, ki jih rabim, ne? Ne lotim se kakšnih igric, pa kaj zvem, še kaj, kakšnih montaž, pa kakšnega snemanja. To je mogoče potem že preveč preobremenjeno. Je pa zanimivo, da dejstvo rek, ne, celo življenje se učimo, dejansko drži. Še dan danes verjetno spoznavate kaj novega. To se vsi, to tudi za vas velja, za tiste 5-letne otroke in povsem normalno, zdaj pogledajte, en 6-7-letni bom verjetno bolj znal upravljati z računalnikom, kot pa eden tam, kaj zdaj, ko je že dolgo rovno skozi, pa ko so delali že na take stvari, ne.
Mlajši si to lažje prilagajajo, starejši pa mogoče, ali se ti ne ljubi, ne, ker to se ti mora tudi ljubiti. Ne. Otrokom se ljubi to tam, kaj jaz vem, odkrivati razne stvari na računalniku. Tudi pri glasbi ste, tako se mi zdi, bili radovedni v enem obdobju tudi česa novega, česa drugega, modernega. Koliko ste potem z rezultatom bili zadovoljni, glede na to, da smo vas vedno poznali kot takega bolj resnega glasbenika? No, prva moja, kako bi rekel, prva stopinja ali pa prvi korak v drugo zvrst glasbe, ker jaz sem se prvi 12 let ukvarjal samo z zabavno glasbo, ne. To je rock, pop, jazz ali pa tisto, kar smo igrali, kar smo prepevali. 2 leta sem tudi živel v Zagrebu, kjer sem prepeval z eno pop skupino Klan. Tam sem povsem drugačno glasbo prepeval od skupine Chicago, Blood, Sweat and Tears. Potem pa na raznih nastopih, kjer sem prepeval tudi z Big Bandom RTV Ljubljana, od začetka mu je dirigiral še Bojan Adamič, kasneje tudi Jože Privšek. In pa seveda v manjših skupinah, imel sem tudi svojo spremljalno skupino, ampak prvi moj korak, kot sem že prej omenil, je pa bil korak v narodno zabavno glasbo, česa sem se pa mogoče od začetka malce bal, ker je povsem normalna interpretacija te glasbe, povsem drugačna kot v zabavni glasbi. Tu se je treba vsaj delno držati določenih zakonitosti, kjer jih mogoče v zabavni glasbi ni, ampak so drugačne, povsem drugačne. Tako da od začetka mi ni bilo nekako lahko, ampak moram reči, kot sem že velikokrat povedal v raznih intervjujih, da mi je veliko pomagal ravno Vilko Avsenik, ki je bil akademsko izobražena oseba, torej glasbenik, in je znal to povedati. Bil je tudi odličen pedagog in vse, kar sem se naučil, se moram ravno njemu zahvaliti. Sicer pa ste se rodili leta 1944, proti koncu vojne, bili so težki časi, zagotovo pa ste takrat kot otrok nekako okolje Maribor in so to dogajanje sprejemali čisto drugače. Ja, vsekakor. Takrat je bil Maribor povsem drugačen. Jaz sem se rodil 1944, to v Linhartovi, zraven nekdanjega avtobusnega podjetja, in kasneje s 5 leti sem pa odšel na Poljane, za katere sem tudi napisal eno pesem, Poljane dom prelepih dni. Od začetka, kaj jaz vem, če se spomnim nazaj, so rekli, da tam, kjer sem jaz potem stanoval od 5. leta dalje, so rekli, da že je to predmestje. Torej, študenti so že bili predmestje Maribora. Zdaj je to se precej razširilo in povsem normalno izgleda zdaj drugače. Osnovno šolo sem obiskoval v Žolgarjevo šolo, to je tukaj na Taboru. Kasneje sem pa moral zapustiti, pa sem šel na Studenci. Bil je Maribor povsem drugačen, če pogledam že tudi v prometu. Danes je veliko večji promet, kot pa včasih v Mariboru. Koliko ste bili željni znanja? Ja, znanja raznega, mislim, v glasbenem smislu. Jaz sem tudi hodil v glasbeno šolo, vzporedno za tekstilno-tehnično, in to mi je veliko pomagalo. Mislim, kaj se glasovno tiče in pa pri načinu prepevanja. Solo petje ste se Jaz sem študiral solo petje pri profesor Končičevi, ona je bila operna pevka in tudi ona je na začetku mislila, da sem jaz samo ukvarjal z resno glasbo. In potem, ker se nisem, sem moral ravno v 3. letniku zapustiti glasbeno šolo, ker so rekli v ravnateljstvu, da pač, kot sem že tolikokrat povedal, da ne bojo vzgajali popevkarjev, kavarniških pevcev, rock pevcev, pa kaj jaz vem. Oni so bili pač takrat v mislih, da morajo vzgajati samo glasbenike za resno glasbo. In zato sem moral v 3. letniku srednje pač prenehati obiskovati glasbeno, ampak sem potem nadaljeval ravno privatno, ravno pri isti profesorci Končičevi. Ampak to je bil čas, ko se je Maribor prebujal, ko je rock and roll in vsa ta glasbena scena začela, zaživela, sicer še potem kasneje, dosti bolj, ampak Maribor je bil v Jugoslaviji zelo močen, kaj se tiče pevcev. In verjetno vam tudi se takrat to dopadlo, bilo všeč, biti pevec. Tega nismo mi zaznavali, ampak mi smo se s tem ukvarjali. Res pa je to eno obdobje,
ko je bilo ogromno pevcev ravno išlo z Maribora v Ljubljano, ne, in lahko rečem, da je kompletna štajerska ekipa čisto zapolnila slovensko vrzel, mislim, v zabavni glasbi, ne. Ditka Haberlet, tudi če omenjam, zdaj je bila tudi Mariborčanka, Neca Falk, s katero sem veliko prepeval, in še bi lahko našteval, tako da je bila kar neka pomlad v Mariboru, kjer so se rojevali te zvezde, ki nekatere še zdaj, naprimer, žarijo, pa še vedno delajo, ne. In res pa je, da Maribor takrat je imel tudi več mladinskih plesov in več lokalov, kjer je bila živa glasba. Danes več tega ni. Naprimer v Mariboru, kot sem že tolikokrat omenil, je bil naprimer vsak večer ples razen ponedeljka v veliki kavarni, Astoriji in Slaviji. In potem ob 12. po noči, torej ob 24. uri, si se lahko preselil naprimer v Dancing, ki je bil zraven Astorije, ali pa v kinobar, ki je bil pri spodnjem kinu. Tako da je bilo način življenja, mislim, zabave, povsem drugačen. Bilo je veliko elitnih plesov, na katerih smo prepevali in igrali mariborski glasbeniki in prihajali so tudi gostje iz Slovenije, pa tudi mogoče nekaj iz drugih republik, ne. To je bilo večinoma glasba v živo in kakšni glasbeniki so takrat bili tako uspešni v Mariboru, ki so bili mogoče tudi en vzor takrat vam kot mlademu pevcu? No, saj v kakšnem lokalu so bili vedno kakšni glasbeniki ali pa skupine, ki so bili na probi, ne, če si ti odgovarjal, če si izpolnil njihova pričakovanja, si potem dobil pogodbo za nadalje, ne. Jaz sem naprimer prepeval 5 let v velike kavarni v zimskem času, ne, in pa 6 let se mi zdi v Slaviji, v letnih mesecih smo pa odhajali na morje, kjer smo prepevali na terasah in to od Kopra pa do Dubrovnika, ker vsak hotel je imel na terasi svojo glasbo, ampak to živo glasbo. Danes to zelo redko kdaj vidimo. Pogrešate to dejstvo, da ni žive glasbe toliko? Zdi se mi, da so ravno gostinci začeli šparati ravno pri glasbi, ne. Nekaj najlažjega, kadar imaš DJ-ja, ki vrti plošče, ne, potem plačaš enega človeka, če pa imaš ti ansambli, pa to že nekoliko dražje, ne. In zato so se nekako začeli rojevati ti DJ-ji in pa tudi diskoteke, ne, kjer eden pač vrti glasbo, ki jo je nekdo drug posnel, ne. Ni več žive glasbe, ni v živo tisto, ne. Tako da je to bilo precej bolj poceni za gostinsko, mislim za gostinstvo in pa seveda takrat se je začela ta DJ varianta, diskoteke in to je bila glasba, kot sem dejal, ki je bila posneta, ampak je vrtel od začetka splošč, pa so te plošče začeli miksati in ustvarjali neko vzdušje na en poseben način, ampak to se je prijelo, ne. Mislim pa predvsem zato, ker je to bila pač dobra glasba za uho, ki je bila posneta v studijih in pa poceni varianta za gostinca. Čisto tako enostavno povedano, ne. Ampak kakšno glasbo ste pa vi konkretno prepevali? V poletnem času ste peli po celotni hrvaški obali, ne? V hotelih. Ja, najdalje sem prepeval, meni se zdi 4 ali 5 mesecev v Makarski, to je na plaži. Igrali smo od 19. ure pa do polnoči, ker po polnoči se ni bilo, mislim, se ni smelo več, zaradi, kaj jaz vem, ki so ljudje spali po hotelih, ne. Prepevali smo pa največ zabavne glasbe, ne, in to takrat v tistih časih smo se ozirali predvsem po Italijani, mislim po Sanremu. Takrat vem, da smo včasih pogodbi imeli, da moramo sigurno imeti v našem programu tudi prvi 4 ali 5 skladbic, ki so bile nagrajene v Sanremu. Takrat so poznali te skladbe, kažem, Dimmi quando tu verrai, potem razne tiste, ki so bile takoj popularne, ker takrat je cela Evropa gledala Sanremo in zato so tudi Italijani rekli, da oni en čas sploh niso hoteli iti na Eurovizijo, torej na evrovizijsko tekmovanje. So rekli, mi imamo Sanremo, ki ga poslušajo v Ameriki, Kanadi, v Avstraliji in v Evropi, ne. No, zadnje čase so se pa tudi odločili, da so prišli tudi tekmovati na evrovizijsko varianto. Kar je tudi prav po svoje, ja, ne? Je prav, ampak je pa to res, ne, da italijanska muzika se je nekako promovirala res čez Sanremo. To je festival, ki še zdaj ostaja
to, kar jaz vedno pravim, da je škoda za Slovenijo, da je ukinila slovensko popevko, ne, ki se je preobračala in spreminjala. Naprimer, najprej smo imeli izvajalce samo Slovence, kasneje smo imeli alternacije, ne, kjer je prepeval slovenski glasbenik v alternaciji z enim tujim. Naprimer, vem, da je Klaudio Vila prepeval z Majdo Sepe, pa jaz sem prepeval v eni alternaciji z Zdravko Čoličem in z Draganom Mijalkovskim. Mislim, te alternacije so pa določali v glasbeni produkciji. Sicer pa iti s časom je vedno dobro, če to narediš v pravem času, ne? Nekako pa je kar naenkrat prišla tudi ponudba Slavka Avsenika. To pa je bilo čisto nekaj drugega, ne? To pa je bila narodna zabavna glasba in to kar ena resna obveznost. Kako ste takrat doživeli to ponudbo biti del Slavka Avsenika in Avsenikov? No, če sem čist iskren, če bi vedel, kaj me čaka, se ne bi za to odločil, ne? Ker to je bil velik napor. Mi smo imeli na vsak mesec 21 koncertov, torej imeli smo koncert vsak dan. In to na razdalji, ki smo rekli včasih, sem začel v München, pa sem šel v Hamburg, potem pa spet v Würzburg, pa spet v Merano, pa nazaj v Salzburg. Mislim, to so bili vsakodnevne vožnje. Mi smo bili ogromno na cestah. Hvala Bogu, da je že takrat, razen Slovenije, imela Evropa kar precej teh avtocest, da smo sistem nekako lajšali, ne. In bilo je pač tako, da je prišel v Maribor Slavko Avsenik z svojim svakom, torej od Slavka sestre soprogom, ki je pa bil direktor Radia Maribor, ne. In takrat me vprašal, pač, če bi bil voljan pač malo skočiti na pomoč, ker njihov pevec odhaja. Jaz sem to nekako takrat, oziroma to, da je vstal direktor Radia Maribor zraven, sem pač rekel, da če bom zmogel, bom se pač odločil za to, ne. Na kar mi je rekel, tako je že takrat Avsenik, da mi bo pomagal, rekel, vam bo pomagal moj brat, rekel, on je pa več tega in moram reči, da, kot sem že prej omenil, da je res vse, kar znam v temu načinu prepevanja, se moram ravno njemu zahvaliti, Vilku Avseniku. Sicer pa ste nadomestili vokal legendo takrat že Avsenikov in v Sloveniji prepoznavni vokal. Se vam je zdelo to še dodaten izziv priti v skupino, kot so Avseniki, in nekako dati en svoj pečat? O tem nisem takrat razmišljal. Zdaj, niti ni bilo tega omenjena, kaj da bi mogel dati. Ampak Vilko Avsenik je bil v glavi, da bi rad spremenil vokalno zvok. Torej, prej sta bila dva, ne, moški ženska, torej Koren in pa Ema Prodnik ali pa Danica Filipič. No, kasneje pa je on rekel, da bi rad to barvo nekako spremenil, da se je dogovarjal v naši založbi, torej to je bila Telefunken. Telefunken je bila takrat največja založba v Evropi, da so mu rekli, pa če bi mogoče vokalno malo spremenil ali oplemenitil, mislim, da bi to se drugače slišalo, ne. In takrat je on imel eno željo, da bi naredil dve pevki pa pevca. No in najprej, ko sem jaz se pogovarjal z Vilcom, je rekel, če poznam kako pevko, ki bi bila mogoče, in sem jaz predlagal Neco Falk. In je potem Neca Falk že bila kar določena, ampak on se je kasneje odločil zaradi barve glasu pa za Jožico Svete. In Jožica Svetle, z njo ste odpeli ogromno pesmi. Ja, čez 260, če se ne motim. Tu nekje bo kar več, ne, ker mi smo tudi še tiste prejšnje na novo snemali, ampak teh 260, 270 je na ploščah novih skladb. Sigurno pa enih 50, 70 smo mi snemali še od prejšnjih časov na nov način, ker kadar smo snemali za televizijo, smo mogli imeti na novo, torej nove posnetke, ne, v takšni izvedbi, kot smo stali na odru. In seveda kasneje vas vsi poznamo kot to zasedbo, en vokal, dve vokalistki in pa seveda vsi kvalitetni glasbeniki. Koliko težko ali lahko je bilo delati v eni taki zasedbi, ki je bila ne samo slovensko, jugoslovansko, ampak mednarodno tako uspešna? Kakšne razmere so bile v tem? No, jaz sem takrat povsem drugače razmišljal
ampak sem videl, da sem razmišljal v napačno smer, ko sem začel z njimi prepevati na te koncerti, kaj jaz vem, München Deutsche Museum, 3500 ljudi, Berlinska filharmonija, 4000. To so bili vse taki koncerti, same take dvorane, ki izpod 2000 nismo igrali, zato ker je bil ta aparat, torej veliko članov toliko, da se nam ni finančno izneslo, ne. In smo mi igrali od 2000 pa tu nekje do 6000. To so bile dvorane, ta velike dvorane, to so koncertne dvorane. Naprimer na Dunaju smo mi vsako leto prepevali v tej dvorani, ko gledamo zdaj novoletni koncert, resne glasbe ali pa teh Štrausovih valčkov ali pa kar je že za novo leto, ne. Mi smo tam imeli 2 dni razprodano dvorano in to v mesecu decembru. Zato, ker smo mi v decembru igrali samo Švico in Avstrijo, ker so bile razdalje manjše zaradi snega in zaradi potovanja, smo se nekako približali v Sloveniji, ne. In takih dvoran je bilo več. Povsem normalno smo pa igrali v večjih mestih, kjer je pač bila tudi možnost, da najamemo večjo dvorano, ne. Glede na to, da ste bili slovensko govoreči, ste morali posneti seveda še ponovno v nemškem jeziku, ampak zakaj mislite, da je ta nemško govoreč del Evrope bil tako fasciniran z vašimi pesmimi, melodijami? No, jaz sem kar že na začetku opazil, da Avstrijci zelo dobro kotirajo, mislim. In potem sem kar hitro odkril, mi smo bili takrat, lahko rečem, številka 1 v narodno zabavni v nemško govorečem področju. Ne, takrat močnejših ni bilo. Bil je še ena sklopina, Ernesta Moša, ki pa je igrala povsem drugo glasbo njihovo, ne. In takrat sem videl, da z oziroma na to, kam smo bili vabljeni, na kakšne televizijske oddaje. Naprimer, zdaj ta trenutek, to sekundo sem se spomnil na Ano Monfo, ona je bila takrat operna pevka svetovnega slovesa. Mislim, ona je bila takrat res nekaj posebnega in smo skupaj nastopali v eni televizijski oddaji. Torej, narodno zabavna glasba in nas je gledala, je vprašala, kaj pa je to, potem smo razložili, da je to slovenska narodna noša, odkot smo prišli, ona je pripotovala z Amerike, bila je zelo popularna, ampak še takrat sem se čudil, da so oni pomešali, naprimer, eno tako zvrst povsem drugo, ne. Samo to so bile takšne oddaje, mi smo nastopali v raznih televizijskih oddajah, ki so bile tudi nekako fokusirane, naprimer, glede na to, kakšna je bila sezona, je bila spomlad, poletje, jesen, ne. Snemali smo tudi dosti svojih oddaj za CDF, torej za Zweite Deutsche Fernsehen, potem za SRG, to je švicarska televizija, in za ORF. Bili smo tudi gosti na francoski televiziji, nizozemski, vse na teh obrobnih državah, kjer smo bili. Edino nismo pa šli v DDR, takratni, ne, torej vzhodno Nemčijo, ker so bile neke težave s potovanjem in mi smo imeli ogromno opreme zraven, torej tonske opreme, svetlobne opreme, in tu so bile vedno pač težave, tako da smo se odločili potem, da v vzhodni Nemčiji ne bomo nastopali, pa tudi tam, če si dobil honorar, njihovega denarja nisi smel ven nesti. Ti si lahko kupil en luster ali pa kaj zvem, karkoli, in tisto stvar si lahko odnesel ven. Nismo pa pustili vzhodne nemških mark nositi ven. In zato, z ozirom, da smo imeli tudi stroške, mi smo stroške plačevali sami in smo potem sklenili, da pač v vzhodni Nemčiji ne bomo nastopali, ne. Sicer pa ena izmed takšnih znanih oddaj, ki jo številni se še verjetno spomnijo, je Musikantenstadl, ne? Ja, to je bila ena oddaja, ki se je držala, mi sledi desetletja. In to je vodil Karl Mojk. Spomnim se, da smo bili v hotelu v Salzburgu, kjer smo imeli prejšnji dan koncert, in je prišel Karl Mojk nas vprašati, če bi bili voljni, da v vsaki oddaji nastopimo. Ker avizo te oddaje je pa bila ravno Golica od začetka, potem pa lepo je biti muzikant. Je sicer še ena muzikanta zdaj, ne.
Katere pa iz tega obdobja Avsenikov, ne, pesmi so pa vam tako najljubše? Težko je reči, ne? Tako, če bi nekoga vprašal, če imaš 4 otroke, kateri mu je najbližji, pa katerega ima najrajši, mislim. Vsako stvar, ki delaš, ki ustvarjaš, delaš dušo in telesom, ne? Torej, ta pravi glasbenik čuti vsako stvar in tudi potem sprejme tisto, vsa ta navodila, naprimer od tistega, ki je to napisal, in trudiš se, da čim boljše narediš. In potem to poslušaš, povsem normalno, nekatere so bile težje stvari, ne? Nekatere so bile lažje. Jaz, naprimer, za Avsenike napisal okrog med 45 pa 50 tekstov in do tistih imam še en poseben odnos, ker sem jaz napisal besedila, ne? In mogoče je potem vedna razlika, ampak ne moreš pa reči, da te 3 skladbe od 300 mi pa najbolj pašejo ali pa so mi najbolj ostali spominu. Težko reči. Ne? Vedno, ko slišim kakšno pesem, naše pesmi ogromno drugih ansamblov igra, ne? Tudi to glasbo igra drugi ansambli, kar je zelo vredo, ker bo šla ta glasba naprej. Tudi katerikoli ansambl, ne vem, če bi lahko rekel, niti ene Avsenikove ne igramo. Ne? Zdi se mi, da je to posebno normalno in jaz sem že takrat rekel, ne, da bo Avsenikova glasba, kot je bila Straussova na nemško govorečem področju. Ne? Lahko rečem, da je ekipa, Avstrijki smo delali tam, ekipa, kot je bila v Avstriji, ki so imeli svojega vzornika, svojega velikana, ne? Straussa, mislim, da lahko štejemo tudi to, z ozirom, da to Avsenikovo muziko že igra Filharmonija, da je bil pred kratkim pravno koncert, filharmoniki so izvajali Avsenikovo glasbo in zdi se mi, kar je tudi v redu, da imamo en svoj ponos, da imamo enega velikana, eno skupino, na katero se lahko spomnimo in se spominjamo in da nas ta glasba potem iz kolena, torej iz roda v rod pelje, v več generacij. Kako strog režim je bil v ansamblu, tudi pri snemanjih, naprimer, dejali ste, da ste v Nemčiji vse albume snemali, ne? Pa nastopi, naprimer, kakšno vzdušje? Ja, mi smo se zavedali tisto, kar smo podpisali, mi smo imeli vsi pogodbo, nismo imeli pogodbo s Slavko Avsenikom, ampak direktno za založbo s Telefunknom, ne? Tako da vsi smo se tega pač držali, ne? Mogel si biti vsak dan ob 6 na tonski probi, v vsaki dvorani in pa kdaj so bile vaje, kdaj so bila snemanja, ker snemali smo pa vedno v Berlinu. Berlino je imel Telefunken eno ogromno studio in tam so vsi, mislim, ki so sodelovali z to založbo, so snemali. Mi smo vedno snemali v januaru. Stanovali smo v hotelu Berlin, ki je zelo blizu centra, tako da ko so fantje snemali inštrumentalni del, smo se mi pač pevci mogoče tisti prvi teden malce sprehajali po Berlinu. Imam še vedno lepe spomine, tudi večkrat grem in če hodiš 20 let nekam po en mesec ali pa mesec pa pol, ti nekako še posebej ostane v spominih in pa seveda pri srcu. Sicer pa je potem prišel tudi čas, ko ste se odločili, da je pa tega ansambla, tega dela dovolj in da želite nekaj drugega. Prišlo je do enih nasprotij v ansamblu, ne? In smo nekako, najprej sta se odločila, da odideta iz ansambla kitarist in basist. To je bil Leo Ponikvar, Leoček, kot smo mu pravili, in pa Mik Sos, ki je igral bas.
pa bariton. Ona dva sta prva odšla, ravno zaradi teh nesoglasij, in potem sta prišla dva druga, kar pa smo vsi čutili, ne? Ker če ti z nekom delaš nekaj, 10 let, 15 let, potem si že navezan na nekoga in to je veliko pomagalo tudi na odru, ne? Če ti eno sigurnost čutiš v ekipi, potem tudi lažje ustvarjaš, lažje delaš, ko pa če čutiš eno nesigurnost, pa skozi eno bojazen, pa skozi misliš, da bo zdaj malo drugače. In prvi se je za to odločil takrat, kot sem že povedal, Levček, pa Big Sos, potem naslednji pa bil Bine, rekel, jaz ne morem več. No in potem smo tudi ostali, nekako se dogovorili, da bomo pač povedali slavcev, da bi pa nehali. In to smo tudi storili in tako smo 1990. leta nehali. Jaz sem pa potem v naslednjem letu že ustanovil tukaj v Sloveniji svojo skupino, Alfi Nipič in njegovi muzikanti, čeprav pa vsa ta obdobja, tudi pred Avseniki, za čas Avsenikov in po Avsenikih, jaz nikoli nisem izpustil zabavne glasbe. Jaz sem še vedno snemal nove popevke, nove skladbice in sodeloval tudi z Big Bandom RTV Ljubljana, prepeval z njimi, tako da sem imel vedno en stik z zabavno glasbo in narodno zabavno glasbo. Meni je to zdaj nekako bilo vodilo, potem tudi naprej, ko sem posnel tisti Tehno Alfi, ko so rekli, da se mi pa zdaj malo zmešalo, ne, na kar so mi po 2-3 letih so rekli, ti to pa je dober štos. Sem rekel, vidiš, to sem že takrat vedel, ko sem to ustvarjal, ne. In naprimer zdaj veliko sodelujem tudi s Sixpack Čikurin, ki je repar, pa tudi mislim, jaz sem prepeval na festivalu šansonov, velikokrat, ne. Takrat je bil še ta festival, slovenska popevka, festival šansonov, na Mladinskem festivalu. Skratka, na vseh teh večjih preditvah v Sloveniji sem bil vedno. Na slovenski popevki sem bil 7-krat, pol pa sem mogel nehati, ker se nisem mogel nikoli vezati na tiste datume, ker smo mi bili skozi tujini, ne. To je tisti 15 let najbolj napornih, kaj sem jih dal skozi za Avsenike, ko sem bil. Nisem vedel, ali sem več v hotelu, ali sem več v avtu, ali sem več na odru, ne. Bil sem pa, lahko rečem, 21 dni vsak mesec od doma. Razen julija, avgusta, ko smo imeli, takrat smo pa imeli dopust. In tudi kasneje, potem vse do danes ste veliko nastopali, veliko delali, pa tudi veliko pisali svoje glasbe. Je kakšna razlika v tem, ko si svoboden, ko lahko pišeš za sebe svoje tekste, svoja melodija, kot pa če ti nekdo drug daje? Ja, tega sem bil vajen, ker mi smo tudi dobili za te festivale, naprimer slovensko popevko, festival šansonov, potem za Veselo jesen, to so bili takrat eni opazni festivali, ki so bili, zraven tega še bil Ptujski festival, ki je zdaj najstarejši, ampak takrat še jaz nisem prepeval narodno zabavne glasbe in nisem se udeleževal Ptujskega festivala. Nekako to sprejmeš, se naučiš, tudi vse potem enih par hitov, ki sem takrat posnel, je bilo pač od drugih avtorov, ne. Naprimer, jaz sem velikokrat dobil kakšno pesem od Jožeta Privška, potem več teh avtorjev je bilo, tudi odlične aranžmane je pisal Marijo Rijevec, takratni, on je bil takrat vodja glasbene produkcije in več teh je bilo, mislim, še, ki so bili takrat aktualni, tisti, ki so pisali nove stvari, ne. Sicer pa ste, ko ste že prej omenili Neco Falk, z njo posneli eno tako zelo legendarno, ne, kako sva si različna, če se ne motim. Peli ste tudi veliko z drugimi glasbeniki, tako kot Sixpack Čekurjem. Ste ob 50-letnici svoje glasbene kariere, mislim, da je to bilo 2013, če se ne motim, tu nekje, posneli tudi en duet za Heleno Blagne. Je to bila želja? Ali ne, veste, kaj vedno je zanimivo, kako pa drug vokalni solist ali pa pevc prepeva mojo skladbo. Naprimer, jaz sem tudi posnel, imam na zadnji plošči, imam 12 duetov, zdaj ne vem, če sem vseh spomnil, Neca Falk, pa tudi Miran Rudan, Rebeka Dremelj, Natalija Verbot, mislim, 12 duetov, ker tista glasba, če se spet vrnemo na to, da smo se ogromno ozirali
na evropsko estrado in tudi na svetovno. Takrat smo spremljali, kaj zvem, Sinatra je bil takrat številka 1, čeprav sem že takrat vedel za Tony Bennetta, ki je zdaj star 90 let in še vedno nastopa. Z Bučeljem, ki je imel koncert, ne vem, ali je bil New York ali Chicago, mislim, da je New York. Je rekel, and now, ladies and gentlemen, moj ta boljši prijatelj Tony Bennett, 92, ne? In sta zapela eno težko pesem, tako me res izredno me presenetilo in tam je 120 tisoč ljudi je vstalo z enega spoštovanja do te legende, ne, ki je bil takrat vzporedno nekje s Frankom Sinatra, ampak nekako je imel verjetno Franki malo večje veze, kot pa imel Tony Bennett, tako da je on prišel malo više kot pa na primer Tony Bennett. Ne. Kakšno glasbo? Jaz vem, da glasbeniki seveda se najbolj ukvarjate za svojo lastno glasbo, ne? Ampak kakšno glasbo pa ste vi radi poslušali, če ste še sploh želeli kaj poslušati, ali je bilo raje to, da ste raje imeli mir? No, jaz sem poslušal, kot sem že prej omenil, tako naprimer klasično popevko, to, kar bi lahko rekel, kaj jaz vem. Tudi pri tujih glasbenikih? Tudi, naprimer Tom Jonesa, Cliff Richarda in potem Joe Cockera in James Browna, naprimer, ki je bila posebno drugačna glasba. Mislim, to se je ločilo, ne. Tu potem iščeš nekaj tudi sam sebe. Jaz sem prepeval ogromno stvari od Blood, Sweat and Tears, to je bila ena takrat odlična skupina, in pa naprimer od skupine Chicago. Ne, to so bili 4 glasbeniki, klavir, bas, bobn, kitara in pa 4 pihalci. In to je bilo takrat res nekaj posebnega. Blood, Sweat and Tears skupina ali pa skupina Chicago. To bom si zapomnil, dokler bom živel. To je bilo takrat vodilo. To je bilo takrat vodilo, kako bi naj to zvrst glasbe na malo drugačen način pa igrali in pa prepevali in glasbeniki v čisto drugi sestavi, kot pa v tiste, ki smo bili prevajeni. Sicer pa nekatere vaše pesmi so že, lahko rečemo, pa narodele, tako kot sem že uvodoma dejala, Ostal bom muzikant, pa Mladi kot smo nocoj. To so pa čisto moje skladbe. Ja. In melodija in tekst in aranžma. To so pa prve skladbe, to je bila moja prva plošča, ki sem jo posnel, ko smo z Avseniki nehali. Ne. Jaz sem takrat rekel pač, da bom še naprej nekako v tej branži, s kateri sem bil z Avseniki, v narodno zabavni, sigurno bom pa še naprej zabavno. Ne. Ostal bom muzikant in nošam moj bogvant, pa če prepeval bom vso noč, bo spet odšel domov bojoč. Ostal bom muzikant in nošam moj bogvant, ko se bom glasbi ves razdal, ne bo mi žal. Ker vedno, jaz kadarkoli sem prepel po raznih plesih, raznih hotelih, nisem mogel peti naprimer 4 ure s šansono. Je nemogoče, ker potem ljudje zaspijo ali pa grejo domov. Ne? Tako da moraš, če igraš na takem mestu, moraš imeti malo širši diapazon pogleda na glasbo, da imajo tudi ljudje od tega nekaj, da uživajo v glasbi in da igraš tisto, ne, da plešeš na tisto, kar je trenutno aktualno. Ne. Sicer pa ste leta 2014 od trenutnega predsednika Boruta Pahorja prejeli eno, lahko rečemo, odlikovanje, red za zasluge. Mislim, da ste edini glasbenik v Sloveniji, ki ste to prejeli. Kaj vam nasplošno tako pomenijo na takšna priznanja, nagrade? Kako resno tudi jemljete eno tako priznanje, da delate nekaj dobrega? No,
jaz to, kar delam, kar sem delal, kar bom še delal, dokler bom lahko, delam zaradi svojega veselja. Takrat, ko človek ustvarja nekaj, nikoli ne razmišljaš, da bo za to nagrajen. Ne. Moram pa še to poudariti, da je pač po določenih letih, ko sem pač pustil tekstil, sem se pa potem videl že, da bom jaz nadaljeval kot profesionalni glasbenik, da pač v tekstilu ne bom nekako ostal in da bom nadaljeval kot glasbenik. Kar se pa tiče nagrade, moram pa reči, da sem bil izredno presenečen, ker tako, kot ste omenili, je res to prva nagrada enemu glasbeniku, mislim, v tej branži zabavni, narodno zabavni, ki je dobil to odlikovanje. Jaz sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, prepeval za naše Slovence po svetu, bil sem tudi 2-krat v Avstraliji in po tem, kar je takrat gospod predsednik obrazložil, zakaj, se vidim tu nekje, da je pač bila to nagrada za stik z ljudmi, ki so še vedno odzunaj, ampak še vedno imajo en, kot sem omenil prej, spoštljiv odnos do svoje domovine. In moram reči, ker so te turneje, v katere sem jaz hodil, bile veliko več kot en mesec, da sem kar obiskal veliko teh ljudi, veliko klubov po Kanadi, Ameriki in Avstraliji. Ne. In tako kot je bilo obrazloženo, sem jaz prav zato dobil za širjenje slovenske tega dela kulture za naše ljudi, ki živijo po svetu daleč od doma stran. Zagotovo pa nagrada je znak enega spoštovanja in pa seveda mogoče tudi pozdrav delu, ki še prihaja. Vi še vedno niste prenehali z tem svojim delom, še vedno vztrajate pri glasbi, še vedno imate dovolj energije kljub nekaterim boleznim in težavam, ki ste jih imeli v zadnjem obdobju. Kje jemljete to energijo? Ja, jaz mislim, da to smo vsi nekje na istem, ne. Enega začnejo težave zdravstva mogoče malo prej, enega kasneje, enega na sredi. Zdaj pa, koliko se znajdeš, mislim, koliko si odločen, ali boš še, ali ne boš, ne. Naprimer, isto bi lahko rekla tisto, kar je zelo zgodaj za športnike, ne. Naprimer, nekdo se poškoduje, ampak potem pride spet k sebi in nadaljuje s tistim, kar je prej delal. Sicer je to pri športnike omejeno, ne morem zdaj to primerjati v glasbenem smislu. Če pa gledam, če se spet obrnem nazaj in spet pogledam na evropsko estrado ali pa na svetovno, kot sem rekel prej za Tonija Bennetta pri 92 letih, ali pa poglejmo Tom Jonesa, fantastično, mislim, nekaj res enkratnega. Pogledamo naprimer tu v Evropi čisto blizu na Petra Krausa, ne, ki pa naprimer na René Collot, mislim, njega se spomnim, to je operni pevec, mislim, na nemško odrečem področju, s katerim, ki me je spremljal, zelo mi je bila všeč njegova štima, njegove tiste, to, kar je on prepeval, operni pevec in zdi se mi, da je v decembru proslavljal 80. rojstni dan in je v enem intervjuju, zdaj, ki sem ga gledal na nemški televiziji, se odpravlja naslednje leto na veliko turnejo po Avstriji, Nemčiji in Švici. Ne. Tako da, jaz moram še biti tiho. Ne. Mislim, jaz pa to včasih tudi primerjam s kakim, težko je reči, kdaj bo en slikar nehal slikati. Ne. Ker to je en način, z nečim se ukvarjaš, to, kaj ima ljudje radi, zdaj, ne bom rekel, zdaj umetnost sem, umetnost ja, umetnik, če lahko primerjam enega slikarja ali pa sigurno mogoče tudi nekega pevca ali pa, ker se ukvarja z nečim, kar daješ ljudem. Ne? In zdaj si ne znam predstavljati, da bi rekel, jaz pa od danes naprej več ne bom pel. Ne? Ali bom gluhonem, potem več ne bom mogel, ali nažalost, Bog ne daj, da se mi to zgodi, potem je mojemu prijatelju, ki je imel možgansko kap in ga je zadelo v center in od trenutka dalje več ni mogel govoriti. Torej, dokler te spremlja zdravje in pa občutek, tisti občutek, da še lahko vedno nekaj daješ, je to eno veselje. Jaz sem včeraj prepeval, je bilo, koliko je bilo tavžen, 500 ljudi v Podčetrtku, sem bil gost na enem koncertu, sem prepeval 15 minut in ko stojiš na odru in ko nekaj daješ in vidiš odziv publike in kaj je zdaj aplavz, pa da sodelujejo s tabo, tudi kot včasih manj kaj takšnega, da sodeluje publika s tabo,
je to nekaj izrednega, res nekaj, kar se ne da popisati. En tak dober občutek, ki te potem spremlja, kaj jaz vem, z leta v leto in ne glede na starost, mislim, da se mi zdi, da nehaš takrat, ko rečeš, zdaj pa več ne morem. To je potem normalno, ne? Naprimer, Claudio Vila je umrl na odru. Ne morem reči, da je to za nekaj, ampak človek je delal od zadnjega trenutka in kapo dol takim ljudem, ne? Tu, če gledamo svetovno elito, kaj vem, Armstrong do svojega, lahko rečem, zadnjega dneva, Ray Charles, pa da jih ne naštevam še, ogromno je takih, ne? In se mi zdi to prav, ker eden igralec, naprimer, bo zanimiv tudi potem, ko bo že starejši, in se mi zdi, da tako je približno, tako je tudi z vokalnimi solisti, ne. Prej sem omenil Ano Mofo, ki je zadnje čase nimam, ne sledim več, ampak še ima vedno njene plošče in ko poslušam, fantastična pevka, ki je mogoče tudi zdaj več kdo ne pozna. Naprimer, kdo se bi pa spomnil na Marjano Držaj? Slovensko divo, lahko rečem, ali pa na Jelko Cvetežar. Zame je prva slovenska dama, slovenske popevke, Jelka Cvetežar. Glasovno, neizmerno kvalitetna, do zadnjega trenutka je prepevala. Marsikdo, mislim, je ne pozna, ali pa mogoče rekel, skoraj nobeden več se ne spomni. Ampak on je dokdaj je eksistirala, ona je delala, ona je prepevala. Še na zadnje, mesec in 2 leto pred smrtjo, sem jo srečal v mariborskem tem domu, kot mu rečemo, na stari način še v Narodnem domu, ne? Narodnem domu je prepevala na eni preditvi in sem bil neverjetno presenečen, mislim, pri njeni interpretaciji, da je prepevala v takih višinah pri teh letih, ne? To ne moreš verjeti, ne? Tako da je težko reči, kdaj se izteče nekomu njegova pot. Dokler, konkretno pri pevcih, dokler ti nese glas, dokler ti lahko prepevaš to, tudi mogoče na svoj način, da malo kaj spremeniš, ker živa izvedba, v živo, kaj te poje, sigurno ne boš tako zapel, kot je tisto posneto na plošči. No in to je tudi potem en rajc, naprimer, poslušati živo petje ali pa mogoče tisto ploščo. Zagotovo pa ob koncu leta nihče ne razmišlja o tem, da bi nehal, ker prihaja novo leto z novimi izzivi in pa seveda za Silvestrovo enostavno skoraj da vsi Slovenci poslušamo silvestrski poljub. Je tudi vam to običaj, da prisluhnete tej melodiji za Silvestrovo? Ne, jaz ne prisluhnem, ampak je cel december prepevam. In to že, kot sem prej menil, od 15. novembra, letos v decembru je bila ta pesem stara 46 let. Jaz sem jo posnel pred 46 leti v Studiu 14. V režiji sta bila Jože Privšek, Dušan Velkavrh in en fantastičen tehnik. Še danes se veliko tehnikov na radijskih postajah čudi, da ta posnetek, ki je 46 let star, tako kristalno zveni. Ker takrat so bile manjše možnosti kot zdaj pri tej tehnologiji, ne? Jaz sem mogel peti celo pesno od začetka do konca v enem kosu. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče, ti naslednji dan šla boš do veka, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, v sebi zakopal ta silvestrski poljub. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosenje življenja to. In vendar upal bom srčno, da ko leto
če se karkoli zgodilo, smo mi mogli trak rezati in to niso tehniki radi delali. Ne? In jaz še danes spomnim, da sem to, ko sem tretjič skozi zapel, torej prvič probaš, drugič se nastavijo, pa tretjič sem zapel, pa me je poklical Joži Privšek, me je režijo poklical, ki je bil gor, je rekel, če prijem malo gor, sem rekel, sigurno hoče kaj drugačne. Potem se nekaj pogovarjala z Dušanom Bilhavrhom, producent je bil tudi Mario Rijavec, so rekel, pogovarjali, sem rekel, nekaj ne štima, ne. Potem so pa rekli, da gremo čez cesto na Kofe, sem rekel, pa sigurno bo to kdo drug posnel. Tak je pač bilo včasih, ne. In ko smo prišli tja, Dušanka, naročili tisti Kofe, sem rekel, pa mogoče bi jaz to malce drugače zapel, pa mi je pogledal Privšek, rekel, ne, rekel, ravno tako sem jaz hotel. Kaj sem rekel, potem ostane? Ja, je rekel, boljš ne boš nikoli naredil več kot si. No in to je pesem ostala in je zdaj stara, torej ta posnetek je star 46 let. Čeprav, ko sem dobil to pesem, to vedno tudi rad povem, da sem bil mogoče ne razočaran, ampak presenečen, ker sem pričakoval nekaj veseljega, ker je bila to je bil Silvestrov večer, smo snemali to televizijsko oddajo in vsi so pripevali nekaj veseljega. Jaz sem pa mogel pripevati tudi nekomu, ki je nekoga zaljubljen, pa ne sme povedati, pa ta zdaj odhaja in ga več ne bo videl spet celo leto. Ampak jaz sem se nekako, ne vem, ker vsak posnetek se čuti, če ga ti odpoješ tak, ali pa če mu daš dušo. Ne? In to ljudje, marsikdo bo rekel, viš, to se mi dopade, to mi je povšeč. Ali bo pa rekel, je zapeto, ampak nekak ni. In to je tisto. To je tisto, če daš ti dušo svojemu delu, ali pa če to tak narediš. Ne? Mislim, da tudi pri marsikaterem drugem delu. Gospod Alfinipič, najlepša hvala za vaše misli, za vaš čas, za vaše spomine in seveda veliko lepega v letu 2018, kar seveda skupaj želiva tudi vsem gledalkam in gledalcem, da bodo to noč, ta večer dobro preživeli in seveda tudi vam, vašim najdražjim, vse dobro, vse lepo. Tudi jaz vam želim vse dobro, veliko zdravja, ker če tega ni, vse drugo odpade in seveda vsem gledalkam in gledalcem televizije RTS želim veliko lepega in lepih trenutkov in naj bo prihodnje leto vsaj tak, kot je bilo do zdaj in upam, da bo. Čin, čin po naše, čin, čin, čin po naše, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj na zdravje vaše, nam vaše zdaj. Veseli prijatelji, danes je praznik, zapojmo si, naj bo zdravica za vsakega, dragega nam prijatelja. Ko se enkrat spet razidemo, upamo vsi, da še pridemo, najbolj veseli smo tudi doma, kadar je zbrana šlahta vsa. Čin, čin po naše, čin, čin, čin po naše, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, če nam pa paše, na zdravje vaše. Čin, čin po naše, čin, čin, čin po naše, čin, čin, čin po naše, ga dajmo zdaj, na zdravje vaše, nam vaše zdaj. Čin, čin po naše,